Se še spomnite stare Mazde 323? Dober avto. Ampak malo komu je dejansko ostal v spominu, ker je bila oblika preveč dolgočasna in ker avtomobil ni ponujal nečesa več. Seveda je vse to prišlo na ušesa vodilnim pri japonski znamki in vpeljali so filozofijo Zoom Zoom. Ta je vse njihove avtomobile naredila bistveno bolj privlačne. Še bolj pomembno pa je, da so od takrat tudi bolj zabavni. Prva Mazda 3 je v 5 letih naredila ogromno. Tako pri prodaji, kot za imidž Mazde. Tale, druga generacija, ne bo imela tako lahkega dela. Je pa takoj jasno, da gre po isti poti. Če pogledate masko, se boste verjetno strinjali, da bodo tudi predelovalci težko naredili še kaj, da bo izgledala bolje. Potem so tu krasni boki z izbuljenimi blatniki. In zadek z atraktivnimi lučmi, za katere je tako jasno, kam spadajo. Prav tako so se korenito lotili notranjosti, ki je sedaj bolj kvalitetno sestavljena in lepša na pogled. Moram pa kritizirati oblikovalce pri osvetlitvi. Ne vem, kaj so imeli v mislih, da vsak zaslon ali merilnik sveti v drugačni barvi. Tule je bela, potem rdeča, tamle je siva, potem spet rdeča, pa še za modro so našli prostor. S tem, da bi bili lahko tudi grafika in pisava enaki. No, so že pri malenkostih, na katere pa takoj pozabite ob odlični razporeditvi velikih gumbov. In ob tej prestavni ročici, ki je nameščena tako blizu volana, da omogoča res hitre pretikanja. S tem so tudi gibi odlični. Zanimivost te Mazde je tudi tale gumb RVM, ki pomeni Rear Vehicle Monitor, opozarja pa na nalete avtomobilov od zadaj. Če se v določenem trenutku pojavi ob vašem boku v mrtvem kotu, vas opozori tale lučka. Če želite zaviti in vklopite smernik, pa vas opozori še tale signal. Uporabno. Vožnja sama je zaradi vrhunskega podvozja brezkompromisna. Ovinke požira kot za šalo, nagibanja ni veliko, odlično pa sodeluje tudi volan. Tole različico poganja osnovni 1,6 litrski bencinski motor 77 kW, za katerega boste morda mislili, da ni dovolj močan. Pa je. Sicer ni tako zmogljiv kot konkurenčni prisilno polnjeni agregati, je pa izredno odziven in ker ga boste redno priganjali, tudi dokaj žejen. Na testu je porabil več kot 9 litrov na 100 km. 20 000 evrov, koliko stane, se tako zdi dobro naložen denar. Avtomobil dobro izgleda in se kljub šibkemu motorju dobro pelje. Trik Mazde je v teži avtomobila. Kljub povečanim meram od prejšnje, je namreč ta ostala enaka.